Smo pa včeraj hoteli interpelirati kevlarskega Karla, celotna seja pa bil en sam cirkus, ker oni ne vejo, da je erjavecki zavarovalničar, ker ga enkrat fašiš, se ga ne znebiš, pa če se fentaš. Naš Karl pa je imel stand-up nastop, najprej na svojih kolegih uporabil staro žaljivko o sranju plenice. Ko sem jaz hodil v ta državni zbor, ste nekateri, ki mi dajete najtežje očitke, bili še mladoletni. Smo morali očeta ali pa starše vprašati, če ga ste lahko ven po 10. uri. Na to je Karl veliki vrgel kajlo kolegu Toninu, ki mu že nekaj mesecev očita, da ima kup vikendov na Hrvaškem. Glejte, da to razčistimo glede podedovanega vikenda, vam ga podarjam, Novi Sloveniji. Sam pokažite mi ga, kje je, bomo napisali in bo vaš, boste imeli lahko duhovne vaje tam. Peče. In ti, ko bi kaj izgledale duhovne vaje Nove Slovenije? Sedijo v krogu, Tonin na kitaro, Ljudmila igrajo taborniške pesence in poslušajo pridige Patre Janše. Hodite za menoj, in odrešeni boste. Na to je komik Karl zavohal splošno počutje v parlamentu. Ko je gospod Aleš Primc napovedal ustanovitev nove stranke, je bila pa nervoza nenormalna. Poglejte, kako se oglašajo. A vi, tlele, spoštovani gledalci, poglejte to nervozo. Evo, glejte, ko so nervozen. Erjavec, lahko si Buda, pa boš nervozen v tvoji bližini. Je pa car ta Erjavec, prav nagovarja nas, zveste gledalce parlamentarnih sej. Mene ziher, ki imam doma vse DVD-je. 3. sezona je bila najboljša, vam povem. To so bile... Ok, na to se je oglasil vinjeni Vilfan, ki je razkril, da je eden od kolegov mitološko bitje. In ta uglajeni, mirni, korektni gospod se je kar naenkrat spremenil v enega zmaja, ki na tisti tiskovni konferenci v ogromnih količinah na zunanjega ministra bruha ogenj pomešan z gnojnico. Se pa zahvaljujem spoštovanemu Petru Vilfanu za komplimente, ki mi jih je delil. Tisto v zmaju, gledajte, to je pač vaša ocena. Jaz skoraj to verjamem, da je bil to kompliment, ker veste, kaj na ulici kričijo za njim. Oglasil se tudi naš prijatelj Vinko, ki je šefu parlamenta očital, da šimfa samo desnico. Hkrati se spomnite, koliko opominov ste izrekel na desno. Talate jih tako preko Prešeren bombončke. A ni Prešeren delil fige in peco mladoletnice? Bombončke je verjetno delil kdo iz kakšnih belih kombijev. Upam, da ni šel z njim, Vinko. Sta pa poslance Nove Slovenije vse poprek delila odpustke. Njegov izbruh me presenetil, mu pa vseh stvari odpuščam. Sproti odpuščamo tudi njemu. Rekel samo, odpuščeni so vam vaši grehi, jaz vam odpuščam. Ja, Tonin, sem že malo manjka, pa zdaj v svetniški sin nad glavo. Že malo manjka. Tonin, to, da si v NSI še ne pomeni, da si svetnik. Čeprav imajo sveto prezenco, to jim je treba priznati. Recimo, jaz sem lani Jasence postavljal in nisem vedel, ali ne dam Ljudmilo ali ne dam Marijo. Pa sem dal pol obe. Ljudmilo na mest Kamele. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej tujec, polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.